Hvala. Torej, z mano so ustvarjalci, takole, bomo začeli s kratkim filmom. Janez Burger je imel včeraj projekciji dveh zelo različnih filmov, kratkega filma Sprava in pa celovečernega igranega Avtošola. Kakor vidimo tudi pri teh dveh filmih, je za Janeza zelo značilno, da so njegovi filmi med seboj zelo različni, da se poigravajo z različnimi idejami, sporočili, pa tudi recimo temu žanri, rečem recimo temu, zato ker filmi vedno nosijo močen avtorski podpis. Sprava je taka zelo lepo zaključena, vizualno, bolj vizualno sporočilna miniatura, ki zelo jasno sporoča, kar hoče reči, kar mi je všeč. Govori, vsaj jaz tako razumem, čeprav razumem, o nekem družbeno-političnem stanju, ki ga vsi zelo dobro občutimo. A je še kakšna druga ideja ali pa druga stvar, ki je sprožila idejo za ta film, Janez? Prosim. Mislim, da je že vse povedala, tako da lahko nadaljuješ, meni ne rabiš. Pa vi pri temu filmu, jaz ne vem, če ima kdo iz publike kakšno vprašanje, kar prosim, ker jaz imam pa čisto take konkretne zadeve in sicer tukaj bi Jure mogel skočiti, direktor fotografije Jure Černac. Namreč film ima zelo tako značilno, specifično fotografijo, in ko ga gledamo, ugotovimo, da je sneman Day for Night, ameriška noč, rečemo po slovensko. Hkrati, jaz, ko gledam, se mi niti ne zdi, da je noč, pa mi je to všeč. Je nek tak twilight časa in prostora in kako to, da ste se odločili za to snemati? Je bilo to že v štartu želja ali je to produkcijska? Ne, v bistvu tako, ne, da nikakor ni bilo to v štartu ideja. Ideja je bila v štartu klasično nočno snemanje po noči v gozdu z reflektorji in to mislim, da ne bi snemali enkrat, zdaj mi jih aprila ali marca, konc marca, ja. In smo že vse pripravili, naštudirali, kje bojo pozicije ta velikih reflektorjev in potem je sneg zapadel. In ta sneg kar trajal, ne, in se nam je snemanje za tega seveda potem prestavilo, ne, in smo kar naenkrat prišli, kdaj smo snemali junija, ne. Je pa to že praktično blizu solsticija, ko so pa sila kratke noči, ne, in ti nimaš več 12 ur snemanja vsak dan, ne. In je bila velika težava, kako bomo to zdaj rešili in potem bi se to pokazalo kot ena taka rešitev v sili, ne, da smo pa zdaj tisto, kar je bilo v tistem trenutku naša največja pomanjkljivost, obrnili na glavo in je kar naenkrat ratala največja prednost, ne, pa tudi podnevi je vsem lažje delati kot po noči, ne. In zato je do tega prišlo pol pa nekako sva z kolegom Mikijem pač prišla do tega, da to sploh ni nujno, da bi bila pa to res noč kot taka, ne, ampak da lahko to neka atmosfera, ki je predvsem čudna. In to mislim, da je ratalo, no. Ja, se mi zdi super, da je tako bilo. Hvala. Zelo lepo in zelo zanimiv. Pa imam pa še eno tako. Ne. Pa jaz sem zelo ponosen v bistvu na Jureta pri tem filmu, ker je pogruntal neko čisto novo neko stvar, ki so prišli ti osvetljevači pa tako naprej, ki jim je razložil, kaj bi on v bistvu rad, ne, so rekli, da če je malo kuku, ne. Ker to se pač ne dela, ne, to, kar je on delal. In v bistvu sem ponosen nate za pogum in za to, da si to speljal do konca, ker se mi zdi super. Kar se pa prej tiče teh družbeno-političnih, ne, je pa tako, ne. Glede na to, da imamo zdaj zadnje cajte zelo veliko teh, bomo rekli temu, kriminalnih zgodb v naši družbi, pa raznoraznih srhljivih zgodb v naši družbi, pa tako naprej, se mi zdi skoraj nujno, da se človek začne ukvarjati z žanrom. Zaradi tega, ker se če gledamo v bistvu zgodovino filma, so se družbene klime, ne, ali pa družbene spremembe zmeraj odražale v žanrih, ne. Če gledamo Ameriko v 70-ih ali pa tako naprej, ne. Zmeraj je to šlo skozi žanr, ne. Zdaj pa Slovenija, se mi zdi, še pred 5 leti se ni zavedala tega, da je žanrska dežela, ne. Se pravi,
mi smo mislili, da živimo nekje na sončni strani Alp, kjer je vse cool, relativno dolgočasno, pa vse štima zelo dobro. Pa imeli smo neke cilje. Dokler nismo zdaj zadnje cajte odkrili, da pač temu ni ravno tako, in da imamo precej tem, ki se dogajajo vsak dan, ki so vredne obravnave. Ena izmed teh je sprava, in tle pri tem filmu je v bistvu sprava mišljena zelo slovensko sprava, ker pri nas je sprava politično pojmovana na tak način, da je kontra. Se pravi, to, kar naši relativno slabi, ali pa zelo slabi politiki, vse politike imamo slabe po celem svetu, ampak naši so pa, tudi mi imamo to smolo, da imamo take, je izkoriščal spravo za to, da dosežejo točno nekaj drugega, kar sama beseda sprava pomeni. To je pa sovraštvo. In o tem je ta film, o tem, kako se to začne in v kakšni smeri ne bi to šlo, in mislim, da če bojo pumpali naprej v tej smeri, bo to šlo v tej smeri, kakor je to v filmu. Upam, da temu ne bo tako. Da upam, da ne bomo še naprej zombijevskih filmov snemali. To je pa naslednja stvar, ker če bi ta film šel pred enim letom ali pa pred letom pa pol ven, bi bil bistveno bolj aktualen, ker je bil zombi top tema. To je pa problem slovenske filmske produkcije na splošno, ki zaostaja, ki je toliko počasna, da preden, ko imaš ti idejo, ki je aktualna, preden dobiš denar za to idejo, se svet že toliko spremeni, da je ideja že pase. In jaz sem, na primer, pri avtošoli zelo vesel, da kriza toliko časa traja, da je ta film še aktualen. Kakšno vprašanje iz publike? Jaz imam še eno čist tehnično, ki mi je totalno fascinantno, kako te padajo dol, bam, kako ste to naredili, če razkriješ, če nočeš, tudi v redu. Najprej smo jih vrnili v luknjo, pa smo pa odspod čakali, jo ven padali. Super je. Noben kuhar ne pove, kako je začinil svojo jed. To je res, če slučajno kdo filma ni videl, že zaradi tega se ga splača, če ne še zaradi vsega ostalega, o čemer smo zdaj govorili. Mogoče kakšno vprašanje? Če ne, pristopimo na naslednji celovečerni igrani film. Dajte kaj vprašati. Vse vas bojo pol v intervjujih, ker nočejo tako deliti, veš, svojih vprašanj. Se pravi, z nami je režiser filma in koscenarist Avtošola, Janez Burger, njegova koscenaristka, prosti, jaz sem se zdaj čutil. Ana Lasič. Ana Lasič, prosti. Se zelo dobro poznava, že zelo dolgo, jaz imam pa tremo, tako da. Direktor fotografije Jure Černec, potem pa igralca Matjaž Tribušon in pa Maruša Majer. Najprej vsem čestitke za film. Mislim, da je bila včeraj odlična projekcija, da je ful živela dvorana, da so se ful smejali, da so verjetno šli tudi malo s smokom v grlu ven. Smokom. S smokom. In tudi pri tem filmu sem se zares hotela začeti najprej pogovarjati o žanrih. Film je seveda komedija, odseva, kot si rekel, neko družbeno-politično stanje, ki mogoče ni zelo specifično za Slovenijo, je pa v tem filmu zelo prikaže slovensko sliko na nek parodičen način, bi jaz rekla. In to več različnih parodij. Že sami liki so parodije. Potem imaš recimo scene, to, ki se lovijo z avti, ali pa ki izsiljujejo njega, ali pa to je. Se pravi, parodija. Zakaj si se odločil za ene vrste tak to vrsten žanr? Ma se po mojem bo to Ana lažje. Jaz si ne mislim niti, da je to parodija. Mislim, da med dva so nekaj štartala tako iz resnih začetkov. Bolj. Kakor se jaz spomnim.
Da pač hoteli so nekako prikazati stanje družbene. Na nek način. Ne. In pa so razmišljali, na kakšen način bi se to prikazala. Ne. In glede na to, da je bila produkcijska hiša RTV Slovenija, ki ima svoje preference za prime time in tako naprej, ne, in glede na to, da je jaz imam smok v grlu vsak dan, ko odprem TV, pa gledam poročila, ker oni že, se mi zdi, da trenirajo že 10 minut prej, ne, da napnejo te žile, pa tako pa, ne, so res, dobijo ta pravo barvo rdečo v faco, preden nam povejo takoj, ne, v prime timeu, kaj groznega se je pa zdaj spet zgodil, ne, kdo je spet kaj ukradil, ne, koga so spet ujeli, koga so zgrabili, odpeljali, obtožili, ne, kdo, ne, to. In ker smo tako bombardirani z vsem tem, ne, ob 7:30, ne, ko gre film ob 8 na program, ne, bi bilo brez veze tam imeti isto. Tako smo rekli, poleg tega, če bi isto delali, ne, se mi zdi, da mi se moramo začeti norca delati z te svoje situacije, ker drugače se nam bo vsem odpeljali. Tako da se moramo začeti norca delati iz te situacije, ko jo imamo, tako da dobimo nekaj odstopa, da bomo lahko, ne, sploh normalno živeli, razmišljali, mislili, delali, pa te stvari. Ne. Tako da, ja, zato so se odločila za parodijo in so pol tudi, se mi zdi, dosti konsekventno speljala. Ja, ne, ker se tudi parodija je tudi tako v več nivojih, pa v takih dobrih detajlih, kot so kostumi, veš, se mi zdi dobro, no, zelo natančno narejeno vse skup. Mogoče vprašanje za Ano Lasič. Oprosti. Film je pa tudi zelo dialoški in zelo humorni dialogi so, igralci jih odlično tudi spelajo. Kako sta pisala dialoge? Sta imela igralce že v mislih ali kako je šlo? Kako tudi delo med vama poteka, glede na to, da sodelujeta pogosto? Pa res zelo zabavno. Tako da meni se to nikoli prej ni zgodilo in tudi nikoli potem, da dejansko prav takrat, prav pri delu na avtošoli sva pisala skupaj. To pomeni, da sva si dialoge v bistvu celo podajala. Zelo se pogovarjala seveda o karakterih. To je, evo, bom povedala neko malo skrivnost, to je v bistvu neka tretja verzija scenarija, popolnoma drugačna verzija. Se pravi, šla sva iz te neke osnovne ideje, da hočeva, jaz tudi nekako intimno prvič v življenju in edinič do zdaj sem se hotela ukvarjati z nečem, kaj je aktualno. Mene drugače ne zanimajo stvari, zares, tako televizijo nimam, ne ukvarjam se zares s tem, ampak dajmo reči, da 3 leta nazaj, ko sem to pisala, 3-4, evo to, zdaj človek ima distanco, vseeno gleda film, pa gledaš nekaj, kaj ne zavedaš se toliko, koliko je tvojega noter, no. Ampak sva hotla, ja, dejansko sva hotla biti, povedati, kako se midva počutiva v tem, kar se dogaja okoli nas, zares. In dokler nismo v bistvu dejansko prišla do karakterjev, tako zares karakterjev, ker lahko poudajo to zgodbo, nisva imela zgodbe. Ker komedije zares ne moreš pisati, ne da bi imel karakterjev. In potem seveda iz teh karakterjev pridejo dialogi, no. Zabavala sva se, res sva se zabavala in vem, tega se zelo dobro spomnim, kako sva pa brala drug drugemu te dialoge in kako sva se smejala ob tem. In evo, jaz se včeraj še zmeraj se smejem, ker mi je na tak en butast način, ker so vsi butasti, no, pa to sva hotla, blazno smešno še zmeraj, no. Tako, evo. Ja, in tukaj lahko gremo. Aha. Kar se znanja tiče, v bistvu, ti lika nikoli nimaš, dokler nimaš njegove želje, ne, oziroma njegovega motiva. Ne. In so kar dolg časa rabila, da so toliko simplificirala, ne. Se pravi, da je prišlo do komedije, sva rabila ful časa, da so sploh pogruntala, kaj so glavni motivi obeh glavnih likov.
in tudi ostalih pol vse. Tako da ne, na koncu, po eni tretji verziji so rekla, ok, da je tisto vse stran vrč, ki so že pisali ne pol leta ali pa več, pa so rekla, kva so zdaj motivi, ne. Se pravi, kjeri so najbolj simple motivi, ne, pri avtošoli. Sigurno je najbolj simple motiv to, da se kandidatka hoče učiti voziti. Drugo je pa to, da so pol pogruntali, da pač inštruktora zapusti žena, pa da pač hoče priti nazaj k ženi. Ne? In to sta dva glavna motiva in izslej so pol vse štartala in vsi ostali liki so v bistvu rezultat tega, ker so jih v bistvu pol iz teh dveh likov izpeljala vse ostale, tako da podpirajo te dva glavna lika. Zelo by the book. V bistvu. Ker smo pri likih, seveda ne moramo mimo igralcev. Maruša in Matjaž, vsak, vidva sta družina. Vsak v svojem liku, ki je spet parodičen, ampak mi je blazno všeč ta igra, gre glih do ene meje, da je še zmer realistična, da se pačte na nek način, ampak prođe v svetu tega filma in je ful smešen. Tako da ful čestitke obema, ti si že izkušen, Maruša, jaz sem tvoja nova fenica. Hvala. In me zanima, kako ste vadili, no? Ste vadili z dialogi, ste vadili pred filmom veliko, si se poglabljali v to, kaj ta lik je, ker tvoj lik v bistvu je zelo, v bistvu zahteven, zato ker ima nek motiv, ki je pa zelo švohoten in na koncu tudi izkaže, da je to res edini motiv tega dekleta, da pač se nauči voziti. Ja, v štartu, v bistvu za tvoje razmere smo zelo malo vadili, ne? Za moje razmere smo vadili nič. Ne? Ja. Tako da smo v štartu takoj s scenarijem in pač vadili dialoge, ki so v bistvu ostali tako kot so, ne? Skoraj, mislim, to je redkost. Edini film, ko sem jaz kadarkoli pisala, se da je to tako kot je. No? Ja, čisto, ja. Ja, nič... Samo eno sceno smo vam vrgli v montaži, kar je zelo, tudi, ko smo snemali, smo imeli 30 snemalnih dni, pa smo posnemali film 25. Tako so producenti zelo zadovoljni, se mi zdi. Ja, in pol kaj češ, greš z glavo noter, ne? Mislim, kako se... Ja, skočiš. Ja, in je res, ta Lija ima res en sam zelo v bistvu banalen cilj, no, saj pač voziti hoče in to je to, ne, nekaj, kar pač večina nas lahko dobi in ima, ne, sam zaradi očeta, ki je zafrustriran zaradi, ne, svoje, naše skupne preteklosti, sem da mene pač ne prizadane preveč. In to je to, v bistvu ta cilj eni edini, ki mu skozi sledi, ne, sej, to pa je to, ne. Kar je za komedijo to, koliko je zelo jasno je, da je pač to en cilj, proti kateremu gre in je to super, ne. Še posebej, ker je toliko zagreta za to, da pač hoče voziti, no, sej. Mislim, kdo pa je toliko, sej, ne. Pa s Čušinom, ki imate veliko prizorov skupaj, on je ta mehak lik, ti si pa ta hardcore, je bilo verjetno tudi zanimivo, te prizori, zabavno. Ja, on je najbolj človeški izmed nas, ne, mi smo pa iz tega sveta, v katerem živimo, ne. Mislim, jaz sem pač, se pravim, ta cilj je en edin, ostalo me pa, tudi če on, ko smo ravno prst odrezali, kaj, joj, grozen, ampak jaz imam dokaze, ne, mislim, yes, ne, nima veze. Pa mislim, da ni motena na noben način, ampak tako pač je, ne. Zelo ste Ni globje psihološke, ne, psihološkega problema, ki bi obstajal za tem, ne. Matjaž, ti igraš očeta, ki sicer nekaj malega čustva pokaže do svoje hčerke, ampak do drugega sveta pa nič. Ja, preveč ga ne smeš, ker je to lahko kaznivo, ne. Tako da smo se malo nazaj držali. Imaš
svetu okoli nas je veliko likov, iz katerih bi lahko črpal. A je bil kdo tvoj vzor? To je, v bistvu je cela stvar zelo tako na brzino nastala, tako kot je že Miki rekel in Maruša, da praktično nismo nič vadili, ker je šlo vse skupaj. Ko smo dobili zeleno luč, smo pravzaprav začeli naslednji teden že skoraj snemati. In smo pravzaprav te neke priprave naredili tako usput med potjo. Tako da ni bilo niti časa kakšnih, bi rekel, resnih poglobljenih študij vloge in tako naprej, kar je mogoče celo boljš za tak film, ki je ta, ker se mi zdi, da se na nek način sicer zelo študiozno, kar se tiče dialogov, dramaturgije in tako naprej, ampak kar se tiče pa same igre, se mi pa zdi, da je pripomoglo to, da smo zadeve malo, bi rekel, povrh vzeli, ne, pa zradikalizirali, bi rekel, tako kot je že prej Miki rekel, se pravi naše želje, naše motive. In zdaj v tej, bi rekel, kombinaciji sekvenc in likov in tako naprej se mi zdi, da je nastala ena zabavna, zanimiva zgodba, ki dobro odigrana, zrežiran, mislim, tako korekten izdelek. Ne, očitno je scenarij, dialogi tako močni, ne? Cela ideja oziroma tudi rekvizit, kostum, vse določa, veš, scenografija določa lik tako dober, da si dobro zbral igralce, jih dal na prava mesta v filmu, res imaš odlično igralsko zasedbo in vsi so na svojem mestu. Zato me plačujejo. Kaj pa, no, Jure, ki je bil direktor fotografije tudi pri tem filmu, tukaj gre pa za eno čist drugo estetiko, mogoče za estetiko grdega, ker v takem svetu živimo. Kako si se pa tukaj loteval fotografije? Ja, to je bil pa eden redkih filmov, kjer jaz praktično nisem delal kot snemalec. Jaz sem delal samo kot direktor fotografije, takrat, kar meni ni najljubša metoda. Jaz zelo rad tudi snemam fizično s kamero. Ampak, kaj vem, kar bi rad povedal zares je to, ne, da prvič to je film igralcev. Tukaj ni niti fajn, da je kamera nekaj zdaj blazno stilizirana, pa nekaj blazno vleče na sebe pozornost in tako v tej smeri smo tudi šli. Kar je pa rad povedal to, mislim, da je bil celo, ja, moje prvo filmsko snemanje zdaj, da so vsi igralci znali tekst. Res, to ne morete verjeti, kako je to fajn delati. Ljudje znajo tekst. In pa seveda, imeli smo opravka z resnično prvo ligo, kar se tiče naših slovenskih igralcev in so seveda izvrstno naredili svoje delo in to je tudi bistvo tega filma, ker če ga oni ne bi, potem tega filma ne bi bilo, ta film je izključno igralci, mislim, da ne. In smo tudi seveda, tudi tako smo naredili čisto klasično neko kamero, klasičen tudi dosti način snemanja, kadriranja, nič kaj upadljivega. Ne, Vasja Kokelj, s katerim sodeluješ pač zelo redno, se mi zdi tudi pri temu filmu, ki je drugače zelo ustvarjalen, recimo tako, da da veliko svoje ustvarjalnosti, tudi v scenografiji. Tukaj odlično so zbrane spet lokacije, ki hkrati je ta nek hladen, zoprn, neudoben svet, hkrati pa izgleda zelo vsakdanje, ne. Se mi zdi zelo fajn. Ja, v glavnem, na tem smo delali, to je tudi stvar budžeta v bistvu. Kako film izgleda, je ponovadi stvar budžeta. Zdaj, če imaš ti velik budžet, ne izgleda drugače, kot če imaš ti majhen budžet. In tle je bil primer majhnega budžeta, tako smo probali narediti, na to prirediti vse, kar je šlo. Zato tudi igralska zasedba je bila dosti velika. Problem je vse te igralce zbrati na kup. Ja, mislim, normalno. Prizor je nekako normalno. Ampak problem je te igralce zbrati na kup. Ker, naprimer, ko smo delali v Ševide, jaz sem imel 4 glavne igralce, freelancerje. Se pravi, mi smo se lahko vzeli 2-3 mesece, pa smo vadili. Zdaj so vsi v službah. In zdaj kockati, kdaj bo on lahko prišel, pa
da ga boš ti imel za 2 ure, pa bo šel na predstavo, pa ga boš pol imel spet za 2 ure, pa bo šel na vajo. Ne, to je problematično za večje projekte, take, ki sem jaz jih navajen v bistvu. Ne. Jaz sem pri vsakem prejšnjem filmu imel res po par mesecev vaj, pa da je film skupaj rastel z igralci, pa z vsem, pa s celo ekipo, pa tako naprej. Ne. Ta je bil pač narejen bistveno bolj hiter, ne. Ampak se mi zdi, da smo pač glede na temo filma, pa ne glede vse skupaj, ne, smo pač se prilagodili temu, kar smo imeli na razpolago, ne, in smo probali narediti največ, kar smo lahko. To je pa moj cilj zmeraj pri vsakem filmu, da pač iz tega, kar imam, probam narediti največ, kar lahko. Ne, da me pol ni sram. In zaenkrat me še ni sram. Za noben film. Tako da mislim, da mi nekako uspeva. Ne. Ko bomo začeli biti sram, bom pač po moje to nehal delati. Bi mogoče kdo iz publike kaj vprašal? Kar je pa še ena stvar, ki prej, ki ste o igralcih govorili, Maruša je tlele imela prvo, z njim delala že, ne, so delala že skupaj, pa tako, pa so tudi prijatelja že dolgo časa, ampak z Marušo jaz prej sploh nisem poznal. In mi je Mateja Koležnik priporočila in sem jo kar vzel. In mi je super pri njej, pri tej vlogi, ne, eni pravijo, da je ona nekaj antipatična, pa tako naprej. Ti, ne, da si antipatična, da si v tem filmu, da si antipatičen lik. Se vem, da ga zbrcala, raje nam povedal. Ampak se mi zdi, da je super lik pri tej vlogi in zato sem na njo tudi zelo ponosen, ne, da pele linijo hčerke svojega fotra. Ne. Ona je hčerka svojega fotra. In če bi ona bolj mehko peljala svojo linijo, ne, se pravi svojo vlogo, ne, mi ne bi imeli konca filma, ker mu noben ne bi verjel. Ne. Tako, zelo simpel. Tako da, hvala Maruša. Maruša, ker je ta izredno tako komična vloga, si ti že v gledališču veliko komičnih igrala, ti je to blizu ali je to nov izziv? Jaz sem ta trenutek freelancer in delam svašta. Tako da mi je to super, no. Me odpira. Ja, res svašta. Tako da nisem opredeljena na... Res, da oni v bistvu ne igrajo za hec, ne. Oni igrajo samo, mislim, ta stil tega filma, ne, je v bistvu samo v hitrosti. Ne. Oni igrajo enostavno prehiter. Ne. Mi ne govorimo toliko hiter, kot oni. Ne. Oni igrajo bistveno prehiter. Ne. V hitrosti je v bistvu stil tega filma igralski. Ne. Oni so zelo, zelo hitri. Ne. In zato so smešni, ne. Ker so toliko blazno hitri, ne, in blazno zares. Ne. Ne, vsak je totalno not v tem, kar počne. Zato so tudi toliko smešni. Ne. Zdaj, če bi oni igrali komedijo, ne, bilo drugače. Dobro, se Čušin igra komedijo, ne. Mislim, oni pač tak. Ne. Oni, se mi zdi, mislim, dobro, videl sem ga tudi že v resnih vlogah, ne, ampak on je pač smešen, tudi če resno vlogo igra, je smešen. Ne. Tak je. Ne. Drugače pa se mi zdi, da zelo zares igrajo. Ne. In se mi zdi, da če gledate Some Like It Hot, ne, tudi ne igrajo komedije, ne, ampak so vsi blazno zares. Ne. So pa tudi zelo hitri. Dobro, me je presenetil tudi Ivo Ban, ne, tako totalno dobra faca, totalno grozljiv. Ja, Ivo Ban je pa tako, ne, ker se rekla, da so vsi znali tekst. Ne. Prej smo imeli drugega igralca, ki ga zdaj ne bom omenjal, ne bi zdaj poimensko, ne. Ki je prišel na prvi svoj snemalni dan in je to imel tako, kakor se reče, preko tistega, kar je včeraj Marko Brecelj pripeljal v dvorano. Ni znal teksta in smo ga pol takoj zamenjali in smo to vzeli Bana, ki je pa znal tekst. Ne. In smo to pol tudi zelo hitro posneli. Kakšno vprašanje morda? Bi še vi kaj dodali? Ne, sam ne, sploh niti nimam, ne, zanimivo, da sploh nimam nič za povedati, ampak mi je zanimivo, da sploh vidim, da v tem pogovoru noben sploh ne omenja, da je to televizijski film, samo to sem hodila reči, ne. To je TV film in mi sva štartala v bistvu na en mali film, mislim, ki niti ni bil mišljen za platno. Zanimivo je meni bilo včeraj v bistvu, da deluje na platno, samo to. V bistvu kot publiki, no.
Mene je tudi včeraj presenetilo, jaz sem prvič videl to na filmu, ne. Mislim na platnu. In me je presenetilo, da dela tudi na platnu, ne. In vsaj meni. No. Pa jaz sem dosti kritičen, tako da ne vem, kako je z ostalimi. Meni je delo. Tudi jaz sem bil presenečen, kako lepo deluje film in se mi zdi, da bi bilo zelo škoda, če bi televizija tega ne bi izkoristila in iz tega mesta pozivam pravzaprav odgovorne na televiziji, da se mogoče potrudijo malo v to smer in ga spravijo v kino, ker se mi zdi, da ima kino potencial in da ima zagarantirano publiko. No. Je pa tam tudi Jani Virk, ne, ki je v bistvu za to odgovoren, pa bi mogoče še on kaj o tem povedal. Izvoli, še pijač mi prines. Ja, neč iz tvojih ust Božje ušesa, sam jaz nisem Bog. Glejte, mi zadnja leta dajemo filme, pravzaprav vse po vrsti, tudi Zapelji me bo šel v kino, ne. Tako da jaz mislim, da smo že na pol poti, ne, tudi s tem filmom. Televizijo sem mislil, ko sem rekel mi, čeprav jaz nisem televizija. V redu. To si bomo zapomnili. Zanimivo, da bi lahko televizija v bistvu kinematografe z enim lahkotnejšim žanrom, tako kot Panika, ki je bila uspešna pri gledalcih, všeč ljudem, bi ziher zanimiral tudi ta film gledalci, da bi prišli v kino. Z režiserjem, priznanjem, z igralskim ansamblom in pa tematiko, pa tudi žanrom. Glede na to, kako je bilo včeraj, ne, jaz sem to gledal v montaži ta zadnjič, ne. Tam se noben nasmeje, ne. Tam se pač, ko vidiš približno 10,000 tič vsak frame, ne, se ne smeješ več, ne, ker ti ni smešen, ne. In me je včeraj presenetilo, no, da se pač ljudje so se smejali, no. In to so se smejali večinoma non-stop, ne, tako da zgleda, da je smešen, no. Še kakšno vprašanje morda, če ne moramo zaključiti, ker se nadaljujejo pogovori. Ekipi še enkrat čestitke za super film, pa hvala, da ste prišli se pogovarjati. Hvala. Jaz bom zdaj besedo predala kolegici Katji Čičigoj, mogoče lahko eno malo čik pavzico naredimo, da se ljudje tukaj zamenjajo, potem pa